Pozdravljeni. S koncem sezone 2025 izginja iz sveta Formule 1 tudi DRS. Kaj ga bo nadomestilo in kako bomo zadeve klicali, pa kot običajno v naslednjih minutah. V današnjem prispevku bomo skupaj skušali razumeti, kaj nas čaka v prihajajoči sezoni 2025. Kot vam je dobro znano, s koncem letošnje sezone odhaja v pokoj sistem DRS. Ampak tisto, kar ga bo nadomestilo, izgleda še bolj zapleteno in morda niti ne toliko učinkovito. Govorili bomo seveda o mobilnih aerodinamičnih površinah in ne bomo pozabili na tisto moč, ki bo izhajala iz električno-hibridnega dela. A kot ponavadi bom tudi tokrat uporabljal tisto obliko, kjer bom moje osebno mnenje v samem prispevku prikazal s tem, da se bo slika spremenila v črno-belo. Ko bo ta v barvah, bom pa navajal tisto, kar je moč prebrati v pravilnikih in razbrati iz raznih intervjujev. Kot običajno začnimo na začetku. Mnogi sistema DRS enostavno niso marali. Verjetno tudi zato, ker ga niso razumeli. DRS. Drag Reduction System. Torej sistem, ki je znižal zračni upor. Zakaj je to tako pomembno? Kot običajno si bomo tudi tokrat pomagali z matematikom. Jasno nam je, da zračni upor je tista sila, ki preprečuje bolidu, da bi čim lepše, čim hitreje pospeševal. To je sila, ki ga navidezno potiska nazaj. Po uporabi enake sile iz pogonskega sklopa, pa naj si bo iz termičnega ali električno-hibridnega dela, je bolid, ki je lahko uporabljal sistem DRS, dosegel prej želeno končno hitrost in je imel zaradi tega boljši uspeh. Ampak energije je porabil prav toliko kot njegov nasprotnik spredaj, ki je bil pač v tistem trenutku malce na slabem. Tako se je pomagalo pri prehitevanju. Kajti logično je, če nekoga želiš prehiteti, mora biti oni zadaj hitrejši od tistega spredaj, drugače ni gre. Verjamem, da marsikomu zadeva ni bila povšeč in ni bila jasna. Imeli smo tako imenovane detekcijske točke in imeli smo območja DRS. Šele ko je bil zasledovalec na detekcijski točki manj kot sekundo za onim, ki je bil pred njim, je lahko rabil sistem DRS. Drugače nič. Ni imel te pomoči. A s koncem letošnje sezone odhaja ta sistem v pokoj. Vsaj na videz. V prihajajoči sezoni 2026 bomo imeli mobilne aerodinamične površine tako na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju kot naprej. In verjamem, da ste o tem že slišali in tudi brali. Najprej so seveda to poimenovali X
oziroma Z-mode. Jasno vam je, da tisti pomožni profili tako na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju kot na prednjem bodo spreminjali svoj pot. In po tistem koordinatnem sistemu, ki je v uporabi, kar se tiče Formule 1, in da si bomo bolj na jasnem, Y, X pa Z, pridemo do tega, da v enem položaju, torej ko bodo profili spuščeni, bo to X-mode, ko bodo seveda dvignili kot in bodo štrčali navzgor, bi bilo to Z-mode. Aperifi so nekako ugotovili, da tisti občasni gledalci, ki ne razumejo Formule 1, tudi sedaj ne bodo razumeli nič. In zato so imena že spremenili. X-mode po straight line mode oziroma način za ravnine, ko bo zračni upor nižji. Logično, mar ne? Medtem ko cornering mode oziroma način za ovinke bo tisti, ko bo kot dvignjen in bo imel več aerodinamičnega oprijema. Ampak dejal sem že, da ne bo več območij DRS. Vozniki bodo seveda to lahko uporabljali prosto na progi, tudi brez tega, da bi bili manj kot sekundo za onim, ki ga želijo prehiteti. Vse, kot dobro veste, zaradi tega, da ne bi porabili preveč energije. Kot tiste, ki jo proizvaja termični motor z notranjim izgorevanjem, kot elektrohibridni del. Tu nastajajo že določene kritike, kajti aerodinamika se mora prilagajati oziroma pomagati pogonskemu sklopu, ki ima, vsaj po mojem mnenju, neke osnovne težave pri samih definicijah. A pustimo za enkrat to. Bistveno je nekaj drugega. Verjetno marsikdo izmed vas se sprašuje, no, kako se bodo pa potem prehitevali. V samih pravilnikih je zapisano, da bodo zato uporabljali manual override mode oziroma MOE. Ne bo se rabilo aerodinamike, temveč se bo rabilo že tolikokrat omenjeni električno-hibridni del pogonskega sklopa. In kako to izgleda? Na prvi pogled rahlo kompleksno, ampak upam, da boste razumeli. Bolid, ki bo spredaj oziroma v tistem normalnem načinu uporabe, bo 350 kilovatov, ki jih ima lahko maksimalno na voljo, uporabil samo do hitrosti 290 km/h. Ko bo šel čez to mejo, se bo moč električno-hibridnega dela začela nižati. In ne smemo nekako pozabiti, da do hitrosti 339 km/h bo imel na razpolago samo še 105 kilovatov, torej od 350 do 105. Zakaj 339 km/h? Ker od 340 naprej bo začela ta moč električno-hibridnega dela pogonskega sklopa bolj strmo padati. Namreč pri 345 km/h bo ta enaka nič. In sedaj marsikdo že rahlo privzdignil obrt. Namreč, kaj bo imel pa tisti na razpolago, ki bo lahko uporabljal ta MOM oziroma
kakorkoli se bo v resnici imenoval, kajti pri i ga želijo, nekako bolj približati onemu, ki Formule ena ne spremlja vsak dan, no, bistveno bolj enostavno. Do hitrosti 337 kilometrov na uro bo imel tisti, ki uporablja ta sistem, vseh 350 kilovatov na razpolago. In, če zadeve pogledamo malce širše, jih bo imel pri 345 kilometrih na uro še zmeraj 200. 200 kilovatov oziroma 270 približno pretvorjeno konjskih moči bo pravzaprav razlika med onim, ki bo prehiteval, in tisti, ki bo tam spredaj. Namreč pri uporabi tega sistema bo električno-hibridni del izklopljen šele pri 355 kilometrih na uro. In sedaj nam je jasno, da nova pravila v Formuli ena bodo temeljila na različni osnovi. Če smo pri sistemu DRS dobili različno končno hitrost z enakim vložkom moči, bomo sedaj imeli v bistvu za onega spredaj način, kjer bo porabil manj energije, oni zadaj, ki bo imel višjo končno hitrost, ki bo pa lahko uporabil več. In na prvi pogled izgleda zadeva izjemno zanimivo. Ampak morda so snovalci pozabili na nekaj očitno. Res oni zadaj lahko porabi več energije iz baterije, ki jo ima na razpolago, ima več kilovatov, ki jih lahko uporablja pri višjih hitrostih. Ampak smo prepričani, da bo v določenih fazah dirke oni zadaj to energijo imel. Kolikokrat ste že slišali tisto frazo, ki je dobesedno izpet. Če hočemo nekoga prehiteti, ga moramo najprej dohiteti. In že danes smo videli, da tisti, ki sledi onemu tam spredaj, porabi več energije, da zmanjša zaostanek. In v trenutku, ko bo zmanjšal zaostanek, bo moral imeti na zalogi še toliko energije, da bo prehitel. In seveda na to se oddaljil. Kajti v nasprotnem primeru bo lahko prišlo do ponovnega prehitevanja, le da bo sedaj spredaj tisti, ki bo imel še tako ali drugače prazno baterijo. In tu je verjetno ena izmed tistih pasti, ki si jo marsikdo ni zamislil. Verjamem, marsikateremu navdušencu, posebej tistemu občasnemu, sistem DRS ni bil všeč, ker ga enostavno ni razumel, ker v 80 ali 90 se je dirkalo drugače. Ampak v istem času so bile tudi razlike med posameznimi bolidi bistveno večje. Namreč najboljša ekipa je imela tolikšno prednost, pravzaprav prvi zasledovalec je bil lahko sekunde na krog počasnejši. Na primer s tistim zaostankom, ki smo ga videli v 80 ali 90, v drugi ali tretji štartni vrsti je bil danes na kvalifikacijah približno tam v 10. Samo tako, da se razume. In tu je v mojem velik problem. Formule ena v sezoni 2025 ne kako rabiti te kompleksne sisteme, ampak kako napolniti baterijo, da bodo ti sistemi delovali.
In videli bomo, seveda, v prihodnje, kaj nas čaka. A brez skrbi, pri FII so tudi zaskrbljeni, ampak namesto, da bi se spuščali v delovanje sistema, so bolj zaskrbljeni nad samimi imeni. Imeni, ki naj bi razložile povprečnemu navdušencu, zakaj gre. A ne bi bilo bolj enostavno napraviti nekaj, kar bi povprečnemu sledilcu bilo razumljivo, ne glede na ime. A videli bomo, seveda, kako bo šlo. Le še nekaj tednov nas loči do prvih testiranj in že takrat bo marsikaj jasno. Seveda, za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.